V uredništvu smo izvedeli, da vas je zelo prestrašila novica o nasilju v enem od slovenskih zavodov za varovanje predšolskih otrok. Zavod Kengurujček ni imel ustreznih dovoljenj za to dejavnost. Primer preiskuje tudi policija. Posebej so vas vznemirili posnetki nasilja nad otroki, zato smo se odpravili na osnovno šolo Vrhovci, kjer so se mladi o svojih strahovih pogovarjali tudi z učiteljico. Večina otrok se ima v vrtcih zelo lepo. Včasih pa se zgodi tudi kaj takega, kar se ne bi smelo. Ko izvemo za nasilje, se lahko prestrašimo. Videla sem v časopisu, ko sem šla na pošto, naslovnico, ko sem zvečer gledala poročila, pa ni mi bilo lep prijeten, ko sem gledala, kako delajo z otroki. Zanimalo me je, kaj se je zgodilo. Potem sem pa tudi sama razmišljala, ko sem šla spat do otrok. Malo me je bilo strah. Žalostna sem bila, pa tudi malo sem bila jezna na tiste, ki so to delali. Njihov čustven odziv je opazila razredničarka. Sem zaslišala, da so se začeli med sabo pogovarjati in potem so oni povedali, kaj je bilo in smo spregovorili. Jaz sem jih umirila v bistvu tudi, zato ker so bili nekateri prestrašeni. Že naslednji dan so, kot ponavadi, sedli v krog in se pogovorili o nasilju in čustvih. Ker se mi zdi pomembno, da v bistvu znajo izraziti svoje čustva in da imajo možnost, da so slišani. Smo lahko razčistili to, kaj se je dogajalo. Mi ni bilo več strah, zato ker sem zvedel, da je z njimi, ki so bili v vrtcu, vse v redu. Smo brali veliko knjig. Tega nisem zadržala zase, da ni bilo skozi v meni, pa sem se bolj počutila. Nasilje preiskuje policija, izvedeli pa smo, da so posnetki nasilja prestrašili tudi druge osnovnošolce. Je fino, da o tem z nekom spregovoriš, zato da se bodo tvoja čustva umirila in da boš svoje misli razčistil in jih boš postavil na pravo mesto. Četrtošolci vedo tudi, da je z nekom, ki mu zaupamo, dobro govoriti tudi takrat, ko nasilje doživljamo ali smo mu priča.